Zdaj, nov zvezek zgodovine glasbe na Slovenskem je del večjega projekta, ki ga izvajata znanstvena založba Filozofske fakultete in založba ZRC. Do zdaj so išli 3 zvezki, to se pravi 1., 3. in 4. Napeto pa čakamo še izid 2. zvezka, ki je tudi v pripravi in bo verjetno išel še letos ali mogoče v naslednjem letu. Zdaj, ta zgodovina je nastajala v okviru raziskovalnega programa Raziskave slovenske glasbene preteklosti, povzema pa tudi izsledke pridobljene v okviru drugih raziskovalnih projektov na različnih inštitucijah in akademskih ustanovah. Vsebinsko zasnovo zvezka je izvorno pripravila doktorica Nataša Cigoj Krstulovič z Muzikološkega inštituta ZRC SAZU in sam sem imel v začetku samo, bi rekel, svetovalno vlogo. Po njeni predčasni upokojitvi pa sem prevzel izvedbo uredniškega dela v delno dopolnjeni zasnovi. Nova izdaja poskuša zajeti glasbo 19. stoletja čim bolj celovito. V bistvu je ta projekt prva celovita zgodovina tega obdobja po skoraj 60 letih, ki nas loči od izida zgodovine glasbene umetnosti na Slovenskem akademika dr. Dragotina Cvetka. Nekako poskuša prinesti vpogled v 2 komponenti glasbenega življenja tega časa. Na eni strani prikazuje javno izvajanje in zasebno izvajanje glasbe v tem času. Zdaj, to izvajanje je bilo zaradi kulturnih in političnih okoliščin tega časa močno vpeto v srednjeevropski prostor oziroma v kulturni prostor tedanjega avstrijskega cesarstva. In pri tem opazovanju so avtorje prispevkov zanimale predvsem podobnosti in pa specifike v primerjavi s tem širšim okvirom. Ena druga serija prispevkov pa se posveča skladateljski ustvarjalnosti na Slovenskem v tem času, ki se je postopoma skozi desetletja v desetletje izvijala iz nekega precej neboglenega in estetsko nedospelega dopolnila k evropski produkciji v pravzaprav nek povsem enakovreden prispevek slovenskega prebivalstva evropski kulturi. Zdaj, zgodovinski pregled, kakor je predstavljen v tej knjigi, je zajel nekoliko širši izbor glasbenih zvrsti, kot je to bil slučaj v zgodovini Dragotina Cvetka. Ob že tradicionalno upoštevanih zvrsteh umetniške glasbe sta novost predvsem prispevka o glasbi za družabni ples, ki je imel pomembno vlogo v tedanjem slovenskem okolju, in pa prispevek o razmerju med ljudsko in umetno glasbo. Zdaj, pri nastajanju knjige nam je uspelo privabiti k sodelovanju raziskovalce, ki so v zadnjih desetletjih ključno prispevali k poglobitvi vpogleda v zgodovino glasbe 19. stoletja. Med raziskovalci starejše generacije izstopa zaslužni profesor dr. Primož Kuret, ki je pisal o delovanju Filharmonične družbe v Ljubljani. Zdaj, med raziskovalci srednje generacije, če se lahko tako še označimo, smo prispevali doktorica Nataša Cigoj Krstulovič, ki je pisala o glasbeni matici, o klavirski glasbi v tem času in o glasbenem šolstvu. Potem profesorica doktorica Darja Koter, ki je pisala o glasbenih društvih na slovenskem podeželju. Potem doktorica Špela Lah o glasbenem gledališču v Ljubljani, magistrica Lidija Podlesnik Tomašikova o glasbi za družabni ples, doktorica Urša Šivic o ljudski in ponarodeli pesmi, magistrica Simona Moličnik o prelomnem pomenu revije Novi akordi, ki je pravzaprav začrtala neke nove perspektive za razvoj slovenske glasbe v začetku 20. stoletja.
Potem pa tudi profesor dr. Matjaž Barbo, ki je pisal o zborovski ustvarjalnosti, profesor dr. Gregor Pompe, ki je pisal o ustvarjalnosti na področju glasbenega gledališča, profesor dr. Jernej Weiss, ki je, bi rekel, si ogledal izredno močno češko imigracijo na področju glasbe v Sloveniji, in pa moja malenkost, ki sem pisal o katoliški cerkveni glasbi in komponiranju pesmi za glas in klavir. Zdaj, pregled pa ne bi bil celovit brez odličnih prispevkov mlajših kolegov, ki so s svojimi prispevki pravzaprav tako mogoče celo nekoliko bolj neobremenjeno in lažje uresničevali nekoliko drugačno zasnovo te knjige. Tukaj moramo seveda omeniti doktorico Marušo Zupančič z Muzikološkega inštituta ZRC SAZU, ki je pravzaprav ključno dopolnila vedenje o komorni glasbi na Slovenskem v 19. stoletju, o doktorici Vesni Venišnik Peternelj, ki se je posvečala orkestrski glasbi, in pa docenta Nejca Suklana, ki je pravzaprav to našo tradicionalno omejenost na ozemlje današnje Republike Slovenije presegel z orisom glasbenega življenja v Trstu in Gorici. Zdaj, če za konec povem, kaj sta bila dva ključna programska cilja te knjige. V bistvu je bil prvenstveni cilj vključiti spoznanja, ki so jih prinesle raziskave slovenske glasbe 19. stoletja v zadnjih nekaj desetletjih, jih vključiti v neko širšo sintezo in pripraviti neko pripoved, ki bo dostopna tako strokovni, znanstveni in pa seveda tudi širši publiki. Mnogi prispevki v tej knjigi pa so uspeli narediti še en korak pri odpravi ideološke in metodološke popačitve, ki je bila v starejšem slovenskem muzikološkem pisanju skoraj da samoumevna. Tukaj imam v mislih predvsem, bi rekel, poskus preseči nacionalizacijo zgodovine slovenske glasbe 19. stoletja. Pisti so poskušali uravnoteženo predstaviti pravzaprav delovanje vseh glasbenikov na Slovenskem, tudi tistih, ki smo jih naknadno poslovenili ali pa ponemčili, in tudi tistih, ki so se zlasti proti koncu stoletja že pravzaprav enoznačno opredelili za eno ali drugo etnično skupnost. Poskušajo mnogi narisati nek organsko povezan svet glasbe na Slovenskem, kjer je bilo primerov sodelovanja med različnimi etničnimi skupinami in nacijami bistveno več kot pa primerov nekega nasprotovanja in sovražnosti. In v tem smislu je verjetno ta knjiga najbolj izvirna in najbolj nova.